od 10. novembra je zaprta železniška proga in vi ste se odločili, da naredite nadvoz. Kako poteka ta gradnja, kdo je izvajalec? Načeloma je tako, da je to državni projekt, ker gre za državno cesto in most pri gimnaziji oziroma pri TVD Partizanu je bil precej dotrajan in glede na to, da je gorenjska proga zaradi prenove železniškega predora Karavanke zaprta, smo se v sodelovanju z državo odločili, da gremo v tem obdobju v posodobitev tega mostu, da pač zagotovimo ustrezno varnost in pa seveda da infrastrukturo nadomestimo z novo, primernejšo. In kako bo sedaj potekala prometna ureditev? Zapora tega mostu in odseka ceste predstavlja kar precejšen zalogaj. Prometni tokovi so se spremenili, organiziran je obvoz preko Prešernove ceste, tudi avtobusni promet je zaradi tega nekoliko oviran. Mestni avtobusi, ki vozijo iz smeri Hrušice proti Koroški Beli, pri bolnici zavijajo na Prešernovo cesto in po Prešernovi do občinske stavbe in tukaj se vrnejo nazaj na cesto Železarjev in nadaljujejo pot. Za izvajanje lokalnega potniškega prometa pa so med bolnico in gimnazijo organizirane tudi posebni šatl prevozi, tako da vsi potniki, ki imajo namen potovati proti Blejski Dobravi ali Koroški Beli, lahko pridejo do bolnice s tem avtobusom in tam prestopijo na to redno linijo. In kako poteka medkrajevni promet iz Kranjske Gore proti Ljubljani? Ja, tudi medkrajevni promet je zaradi te zapore prilagojen, tudi ta se izvaja po obvozu in zdaj bo dobrega pol leta bo ta zapora trajala. Jaz bi prosil vse naše občanke in občani in vse, ki prihajajo na Jesenice in imajo neki zadreg zaradi te zapore, da jih prosim za razumevanje, za nekaj potrpežljivosti in verjamem, da se bomo čez dobrega pol leta, se pravi maja prihodnje leto, da se bomo lahko veselili novega mostu na Jesenicah. Ta most je bil verjetno že zelo dotrajan in zato tudi odločitev, da nagradite nadvoz. Ja, res je. Kot rečeno, treba je zagotavljati ustrezno prometno varnost. Most je bil dotrajan, zaradi zapore proge pa je bil to edini primeren trenutek tudi za gradnjo tega nadomestnega mostu. Izkoriščamo pač to res enkratno priložnost, najbrž v prihodnjih 100 letih železniški predor Karavanke ne bo več zaprt zaradi nujnih del in tudi gorenjska železniška proga ne, tako da je to najbolj primeren trenutek. Morda lahko dodam samo še toliko, da bo v času gradnje možno mimo gradbišča oziroma bo mogoče prečkati progo peš, kjer bo zgrajen nadomestni most za pešce. Kako vaši občani in občanke spoštujejo ukrepe COVID-19, ki jih daje vlada in pa nacionalni inštitut? Ja, po ugotovitvah medobčinskega inšpektorata in redarstva Jesenice, katerih člani redno spremljajo razmere v občini, ugotavljajo, da kakšnih posebnosti ni. Dejstvo je, da so Jesenice precej gosto poseljene, zlasti na Plavžu je veliko prebivalcev na relativno majhnem prostoru, zato je previdnost še toliko pomembnejša. Neprestano tudi opozarjamo naše prebivalce, da se držijo priporočil in glede na ugotovitve inšpektorata in redarstva lahko rečem, da se naši ljudje kar zgledno držijo vseh teh priporočil. Morda ugotavljajo kakšne pomanjkljivosti, kakšne kršitve, vendar kaj posebnega ne. In jaz verjamem, da bodo naši ljudje tudi v prihodnje spoštovali vse predpise, vsa priporočila glede nošenja in uporabe zaščitnih sredstev in da bomo na ta način premagali ta nevarni virus. Po krompirjevih počitnicah so učenci začeli s šolanjem na daljavo in sedaj se to šolanje na daljavo kar nadaljuje. Kakšne so razmišljanja staršev in pa samih otrok, kolikor imate kakšne kontakte? Že tukaj tudi na občini je zaposlenih kar nekaj sodelavcev, ki imajo doma majhne otroke in glede na njihove navedbe pa pravijo, da je poučevanje oziroma sodelovanje pri pouku za te mlajše otroke zelo zahtevno početje. Na eni strani morajo biti zbrani, po drugi strani pa starši tudi niso primerno usposobljeni za poučevanje
in iz tega naslova nastaja neki zadreg, ampak jaz verjamem, da vsi skupaj razumemo te okoliščine, res izjemne okoliščine in da bomo se pač prilagodili temu. Jaz si pa osebno želim, da bi se sploh najmlajši čim prej vrnili v šole, v vrtce. Vsi vemo, razumemo, da je poučevanje najmlajših zelo zahtevno, da je potreben poseben pristop in le v šoli je mogoče na tak način izvajati izobraževalni proces. Hkrati pa je sploh za te najmlajše pomemben tudi ta vzgojni vidik in tudi z tega stališča gledano ocenjujem, da bi bilo šole, saj za te najmlajše in pa vrtce, da bi bilo čim prej treba spet odpreti. Po drugi strani pa je treba upoštevati tudi vsa tveganja, ki jih to seboj prinaša. Ampak kot rečeno, vsi skupaj moramo z veliko mero potrpežljivosti in razumevanja obravnavati te probleme. Varstva v vrtcih po jeseniški občini sedaj ni. Odprt je samo en vrtec in koliko otrok je v njem, ki potrebujejo varstvo? Kot so bila že priporočila vlade in Nacionalnega inštituta za javno zdravje izpostavljena, je vrtec v tem trenutku namenjen zgolj tistim staršem, ki morajo opravljati nujna dela, naj bodo to v zdravstvu ali na drugih pomembnih delovnih mestih, zato da se kolikor toliko normalno lahko družba funkcionira. Teh otrok ni prav veliko, zaenkrat v vrtcu zmorejo poskrbeti za varstvo teh otrok in tudi v tem primeru bi prosil vse starše, ki imajo svoje otroke v vrtcu oziroma si želijo, da bi jih čim prej pripeljali, da razumejo okoliščine. Brez tega, kot kaže, ne bo šlo. Naj pa dodam tudi, da je v naših osnovnih šolah, da je zagotovljen tudi topel obrok za učence osnovnih šol in pa dijake srednjih šol, za tiste, ki si sami doma ne morejo pripraviti tega obroka. Kuhajo se obroki se pripravljajo v 2 različnih kuhinjah, v 2 različnih šolah in jih na ostale lokacijo razvozijo. Učenci oziroma dijaki pa v šolo sami pridejo prevzeti ta topel obrok in ga nato zaužijejo doma. Odločili ste se pa tudi za nov projekt, nov prostorski načrt za območje Plavža. Zbiramo podatke z anketo, zbiramo podatke in komentarje, pripombe, predloge naših občank in občanov. Želimo pridobiti nekoliko boljši vpogled tudi v razmišljanja naših ljudi, zato da na podlagi teh ugotovitev iz ankete, da pripravimo oziroma da vemo snovati ukrepe v prihodnje obdobje. Vemo, da je zlasti na Plavžu zelo velik problem parkiranja. Parkirnih površin je v ozki dolini, tukaj na dnu doline, je precejšen. Vemo, da je bilo v preteklosti kar nekaj stanovanjskih objektov zgrajenih tukaj, da je koncentracija ljudi na relativno majhnem prostoru zelo velika in s tem je povezano vprašanje parkiranja. Velik pritisk je na te javne površine in želimo si, kot rečeno, pridobiti čim boljše podatke, čim boljše odgovore naših občank in občanov za snovanje ustreznih ukrepov za prihodnje. Eden trših orehov pa je prav gotovo Ruardova graščina, katera obnova se je pričela pred dobrimi 2 leti. Na čevlju je zob časa in vsi ste živeli v veri, da bo Ruardova graščina konec letošnjega leta odprta. Pa vendar se je pojavila lesena goba. Kdaj se je to pojavilo in na katerih koncih Ruardove graščine? Ja, res je, lesna goba, imenovana solzivka, je prisotna v celotnem objektu. Že ob začetku gradnje oziroma že pred začetkom gradnje smo bili seznanjeni s tem, da je ta lesna goba prisotna v severovzhodnem delu objekta, ki je bil tudi najbolj prizadet v tistem obdobju. Šele kasneje, ko so gradbeni delavci odprli cel objekt, ko so začeli z deli, izvajati dela, so lahko ugotavljali druge stvari. Ena od teh je bila sprva večja težava, stanje ostrešja.
Zaradi slabega stanja lesene konstrukcije smo bili primorani zamenjati celotno ostrešje, kar nas je že nekaj stalo dodatnih sredstev. Medtem ko je zdaj ta lesna goba pa povzročila spet eno novo presenečenje za vse nas. Zaenkrat še točnih podatkov, kaj to dejansko pomeni, še nimamo. Ne vemo še točno, katera dela dodatna bo treba opraviti, niti nimamo podatkov o tem, koliko nas bo to stalo. Bojimo pa se, da bo to kar precejšen dodaten zalogaj za občinski proračun. Naj povem, da je Ruardova graščina v večji meri financirana iz občinskega proračuna. Le manjši delež sredstev smo uspeli pridobiti iz državnih virov. Tako da zdaj upamo, da bo tudi država, glede na izredne okoliščine, ki veljajo, da bo razumela to stanje, da bo razumela tudi naše lokalne potrebe in da nam bodo po svojih močeh prišli naproti. Kaj to pravzaprav pomeni za samo lokalno skupnost? No, kot rečeno, to pomeni predstavljen dodaten pritisk na občinske finance, na občinski proračun, glede na to, da je to eden pomembnejših projektov v občini Jesenice, ki se zdaj izvaja in ga moramo zaključiti čim prej. To pomeni, da se bomo najbrž v prihodnjih letih morali prilagoditi izvajanju nekaterih drugih aktivnosti, drugih naložb, ampak glede na stanje stvari moramo zdaj ta objekt končati. Saj smo že večkrat izpostavili, da je Ruardova graščina kot osrednji objekt tega muzejskega območja Stara Sava, ki je od lanskega leta razglašen tudi za kulturni spomenik državnega pomena, ga želimo vključiti v naše turistične načrte. No, zaenkrat se bo ta predvidena obnova oziroma predvideno odprtje z prihodnjega leta zamaknila ali na prihodnji konec leta. Ali celo v letu 2022. Ali pa še celo leto kasneje, vendar kot rečeno, mi moramo ta projekt zaključiti čim prej. Zdaj, glede na aktualne razmere, glede na stanje stvari, pa bomo točen znesek oziroma vrednost teh dodatnih del še morali ugotoviti in pa seveda tudi moramo še ugotoviti s pomočjo strokovnjakov, seveda, katera dela dodatna bo zaradi pojava te lesne gobe treba opraviti. No in kako bo vse skupaj potekalo, bomo obveščali tudi preko našega medija, Prve gorenjske televizije, GTV. Za danes pa hvala lepa. Hvala lepa.